odlikovanja. Dr. Franc Rode, magister Geza Filo in dr. Nežad Gradus. Na podlagi 7. alineje prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter druge točke 7. člena in 10. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Za življenjsko delo in zasluge za osamosvojitev Republike Slovenije in njeno uveljavitev v svetu ter za spodbujanje kulture medverskega dialoga prejme dr. Franc Rode, kardinal Rimsko-katoliške cerkve, zlati red za zasluge. Nekdanjega slovenskega nadškofa in metropolita dr. Franca Rodeta je papež Benedikt XVI. Leta 2006 imenoval za kardinala. Dr. Franc Rode je tako postal prvi kardinal iz Slovenije. V dolgi zgodovini katoliške cerkve na Slovenskem je bil ob tem šele tretji kardinal slovenskega rodu in prvi po več kot 100 letih. Njegovo imenovanje je bilo zato tudi priznanje mladi samostojni državi Sloveniji. Kardinal dr. Franc Rode je ljubljansko nadškofijo in slovensko metropolijo vodil v letih od 1997 do 2004. Širša slovenska javnost pa ga je spoznala že prej, ko je bil v 70. letih prejšnjega stoletja med drugim predavatelj na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in urednik revije Znamenje. Sam je ocenil, da ga je prav to delo postavilo v osrčje kulturnega življenja in mu dalo priložnost pobliže spoznati filozofe, umetnike in publiciste, ki so tista leta kaj šteli v Sloveniji. Med njimi so bili Edvard Kocbek, Ivan Mrak, Jože Snoj in Alojz Rebula. Razmišljal, predaval in pisal je tedaj predvsem o svobodi. Zapisal je: kristjani moramo biti vselej na strani svobode. Ne samo takrat, ko gre za našo svobodo, ampak za svobodo kateregakoli človeka ali človeške skupnosti, tudi drugače mislečih. Vedno se je čutil Slovenca. Naj ga je pot vodila še tako daleč od domovine. Odraščal v Argentini, študiral v Rimu in Parizu. Svet je bil njegov dom. Franc Rode je postal svetovljan, a oznaka, ki ga najbolje opiše, je, da je postal Slovenec 3 kultur in ene domovine. V Slovenijo se je prvikrat za daljši čas vrnil leta 1965. Najprej služboval v Celju in nato v Ljubljani, kjer je bil ravnatelj in pozneje predstojnik lazaristov ter predavatelj na Teološki fakulteti. Bil je prvi predavatelj osnovnega bogoslovja, ki je neposredno spregovoril o medverskem dialogu z muslimani. Učil je, da je dialog med islamom in krščanstvom mogoč le iz pristnega življenja iz vere in v iskanju skupnih verskih osnov ter civilizacijskih idealov, ne pa v osredotočanju na teološke razlike. Po 16 letih bivanja v domovini je odšel v Vatikan, kjer je v papežkem tajništvu za dialog z neverujočimi kot tajnik francoskega kardinala Popara pripravil številna mednarodna srečanja s predstavniki institucij neverujočih, zlasti z evropskimi marksisti, in na njih tudi sodeloval. V prelomnih časih velikih sprememb v Evropi je tako konec 80. let prejšnjega stoletja in pozneje pomembno prispeval k dialogu čez železno zaveso ter spodbujal medverski dialog. Čutil je moč trenutka. Zdaj je čas sprememb. To je redko v zgodovini. Zdaj se da kaj spremeniti, je pisal leta 1989 v Slovenijo in po besedah filozofa Tineta Hribarja za večjo slovensko samostojnost oziroma osamosvojitev delal vse, kar je mogel.
Do imenovanja za ljubljanskega nadškofa je ostal v Vatikanu in deloval kot tajnik Papeškega sveta za kulturo vse od njegove ustanovitve leta 1993. Kot nadškof si je dr. Rode za škofovsko geslo vzel Trubarjeve besede stati in obstati. Veliko pozornosti je namenil urejanju odnosov med cerkvijo in državo. In ko se je z tega položaja poslovil, sta imela Republika Slovenija in Sveti sedež sklenjen sporazum o pravnih vprašanjih. Spet je všel v Vatikan, ker je najprej postal prefekt kongregacije za ustanovne, posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja, nato še član kongregacije za škofe in leta 2006 kardinal. Slovenstvo in krščanstvo sta mu bili vedno primarni kategoriji, je ocenil Alojz Rebula. In dodal, da je človek v nadškofu Rodetu čutil skrb za usodo slovenskega naroda. Za življenjsko delo in zasluge za osamosvojitev Republike Slovenije in njeno uveljavitev v svetu ter za spodbujanje kulture medverskega dialoga se država Slovenija kardinalu Rodetu zahvaljuje z zlatim redom za zasluge. Silo neznano si segla mi do duše globin. Do zdaj nisem vedel, kako sem tvoj sin, kako te ljubim globoko. Domovina, daj mi roko, ne beži, ostani pri meni, tesno, tesno me odkleni in pel ti bom pesem visoko. Spoštovani gospod predsednik, s temi verzi znamenitega pesnika vam želim izraziti svoje srčno veselje in hvaležnost za visoko odlikovanje. Doživljam ga kot objem domovine, kot prijazno roko, ki mi jo podaja Slovenija, kot čast in priznanje naše mlade države. Dragi naš predsednik, iz vsega srca iskrena hvala. Hvala, dr. Rode. Na podlagi 7. alineje prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 3. točke 7. člena in 10. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Za uspešno, povezovalno in k strpnosti usmerjeno vodenje evangeličanske cerkve v Sloveniji prejme magister Geza Filo srebrni red za zasluge. Magister Geza Filo je od leta 1985 luteranski duhovnik v evangeličanski cerkvi Primoža Trubarja v Ljubljani, leta 2013 pa je bil izvoljen za škofa slovenske evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi. Škofovske posle je prevzel od prvega evangeličanskega škofa Geze Erniša iz Moravcev in jih lani predal Leonu Novaku iz Murske Sobote. Rojen je bil v kmečki, tradicionalno verni luteranski družini v Ivanovcih na Goričkem. Šolal se je v domačem kraju, pozneje v Fokovcih in Murski Soboti, ter nato štipendijo Svetovne luteranske zveze študiral teologijo v Bratislavi. Po vrnitvi je opravil kaplanski staž v Murski Soboti. Po diplomski študij v Erlangenu v Nemčiji pa je prekinil zaradi poziva ljubljanske gmajne, naj čim prej pride k njim. Odtlej deluje v Ljubljani in ko je bil leta 2013 imenovan za škofa, je bil po obdobju reformacije prvi škof, ki je slovensko evangeličansko cerkev vodil iz slovenske prestolnice. S svojim delom je vedno skušal pokazati, da protestantizem
ni le stvar Prekmurja, ampak svojim pomenom za slovensko kulturo in slovensko knjigo pripada celotni Sloveniji. Torej je zato tudi dan reformacije praznik vseh Slovencev. Pri svojem delovanju magister Filo pooseblja evangeličansko skromnost in toleranco. Vedno se je trudil za enakopravnost in strpnost med našima zgodovinskima cerkvama ter drugimi verskimi skupnostmi. V programskem svetu RTV Slovenija si je prizadeval, da se v program vključi verski program za verujoče različnih veroizpovedi. Kot prepričani zagovornik sožitja med krščanskimi cerkvami je bil pobudnik za ustanovitev sveta krščanskih cerkva v Sloveniji, v katerem je deloval za strpen in povezovalen dialog med različno mislečimi. Vedno je veliko pozornosti namenjal ljudem v stiski. Dolgo je vodil evangeličansko humanitarno organizacijo Podpornica, ki pomaga ljudem ne glede na njihovo versko ali ideološko pripadnost. K istim ciljem je bil usmerjen tudi pri delovanju v Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ker se je zavedal, da je treba dobro poznati zgodovino, je sodeloval pri ustanovitvi laičnega slovenskega protestantskega društva Primož Trubar, ki znanstveno proučuje slovenski protestantizem. Z utrjevanjem načel strpnosti, tolerance in človekove svobode povezane z odgovornostjo, je magister Geza Filo zvest svojim protestantskim prednikom, ki so nam omogočili, da smo že v 16. stoletju s knjigo v roki stopili ob bok najbolj razvitim narodom Evrope. Nekdanji škof, magister Geza Filo je prepričan, da tudi v današnjem svetu potrebujemo reformatorski duh, saj se srečujemo s podobnimi škodljivimi načini delovanja kot pred 5 stoletji. V intervjujih in izjavah magister Geza Filo poudarja reformacijsko misel, da je svoboda posameznika relativna, njegova odgovornost za storjena dejanja pa absolutna. Magister Geza Filo je s svojim delovanjem utrdil evangeličansko cerkev v Sloveniji in jo približal ljudem, tudi v srednji Sloveniji, kjer je njeno zgodovinsko izhodišče. Ob tem nas nenehno opozarja na etična merila evangeličanov, ki ne bodo koristile zdaj in v prihodnje. Za delo, strpnost in povezovalnost se mu država Slovenija zahvaljuje z odlikovanjem. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovana prejemnika odlikovanj ter drugi gosti. V veliko čast in veselje mi je, da me je predsednik Republike Slovenije odlikoval s srebrnim redom za zasluge, za uspešno, povezovalno in k strpnosti usmerjeno vodenje evangeličanske cerkve v Sloveniji. Še posebej sem vesel, da se je predsednik Republike odločil, da visoka državna odlikovanja podeli predstavnikom 3 različnih verskih skupnosti, in to v letu, ko Slovenci praznujemo 30. obletnico samostojnosti in enotnosti naše skupne domovine Slovenije. Pred 30 leti so se namreč zvrstili številni dogodki, povezani z osamosvojitvenim procesom in razvojem slovenske parlamentarne demokracije. Uresničitev ideje o lastni državi je bila prepletena s številnimi izzivi, ki smo jih tudi z zgodovinsko enotnostjo uspešno uresničili. Z veseljem in ponosom se prelomnih dogodkov za slovenski narod spominjamo tudi slovenski evangeličani. Primož Trubar nas je Slovence že v 16. stoletju slovenskim jezikom povezal kot narod.
Tako nam je Slovencem pol tisočletja kulturnega bivanja omogočilo, da smo iz naroda prerasli v nacijo, se oblikovali v državo, sicer na svetovnem zemljevidu majhno, ampak dovolj veliko domovino za vse. Spoštovani, danes si upam trditi, da je vsem današnjim odlikovancem skupno, da smo tudi takrat, ko je bilo to manj hvaležno in morda najtežje, neomajno verovali v pravičen, svoboden in solidaren svet za vse ljudi, ne glede na njihova verska, socialna, politična in druga porekla. To, da spoznavaš druge in drugačne ljudi, njihove navade, vero, običaje, da skupaj z njimi živiš, vse to človeka bogati in razširja njegova obzorja. Prepričan sem, da bomo le z dialogom, s povezovanjem napredka, znanosti in pa seveda tudi duhovnosti v eno lepo celoto lahko poskrbeli za to, da na tem svetu ne bo takšnih razlik med ljudmi, kot so morda sedaj, in da bomo lahko živeli v miru in dostojanstvu. V 30-letni zgodovini naše samostojne poti smo tudi Slovenci šli skozi različne faze. Prav gotovo je bilo zelo veliko uspehov, kot je na primer samostojnost. To se redko kdaj zgodi in mi smo generacija, ki je to doživela. A življenje je splet vzponov in padcev. In tako vidim današnjo situacijo. Potrebno bo strniti vrste, preiti od besed k dejanjem. Potrebno bo poiskati skupne odgovore in ne le iskati napake pri drugih. Vprašati se moramo, kaj sem storil in kaj lahko storim sam za to, da bo vsem bolje, kot je. Namreč tam, kjer je preveč pridevnikov pred imeni in priimki, da je ta ali oni več ali manj vreden zaradi vere, pripadnosti tej ali drugi cerkvi, svetovnemu nazoru, se pojavi napačno razumevanje bistva družbe in nenazadnje človekovega življenja. Spoštovani, današnje odlikovanje dojemam kot izraz povezovanja in k strpnosti usmerjeno moje dolgoletno duhovniško in pa škofovsko delo. Vendar pa ta gesta ne pomeni veliko, če ne bi bil hvaležen vsem, ki so mi bili v preteklosti in so mi še zmeraj v oporu. Moje vsakdanje načelo in vzgib mojega ravnanja je zavezanost trdni luteranski veri, verski tradiciji, svobodi duha, ljubljanski gmajni in celotni slovenski cerkvi, svoji družini in vsem Slovenkam in Slovencem. Vse to me bodri, da v vsakem človeku brez izjeme vidim svojega sopotnika in sodržavljana. Cerkve in verske skupnosti pa kot družbeno koristne ustanove. Gospod predsednik, hvala vam za globok izraz spoštovanja mojemu dosedanjemu delu in poslanstvu Slovenske evangeličanske cerkve. Soprejemnikoma odlikovanj pa moje iskrene čestitke. Lepa hvala. Hvala, magister Filo. Na podlagi 7. alineje 1. odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 3. točke 7. člena in 10. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Za uspešno,
povezovalno in k strpnosti usmerjeno vodenje islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, prejme dr. Nedžad Grabus srebrni red za zasluge. Dr. Nedžada Grabusa je slovenska javnost poznala leta 2006, ko je bil imenovan za muftija islamske skupnosti v Republiki Sloveniji in je prišel v Ljubljano. Za njim sta bila šolanje na Gazi Husrev Begovi medresi in študij na Fakulteti za islamske znanosti v Sarajevu, kjer je nato deloval kot urednik verskega programa na radiju in televiziji. Za njim je bila tudi izkušnja vojne v Bosni in Hercegovini. Pred njim je bil zato jasen cilj. Odločen je bil, da bo v novem okolju povezoval ljudi svoje skupnosti med seboj, hkrati pa z okoljem, v katerem živijo v Sloveniji. Med ljudmi je treba graditi mostove, je rekel. In dodal, vsak človek mora imeti svoje malo mesto pod soncem, vendar ne more ustvarjati sveta le sam zase. V poldrugem desetletju službovanja v Sloveniji je z razgledanim, preudarnim, spoštljivim in mirnim načinom vodenja islamske skupnosti uspel vzpostaviti trden odnos z državno in lokalno oblastjo. Leta 2007 je v imenu islamske skupnosti podpisal sporazum z vlado Republike Slovenije o pravnem položaju islamske skupnosti pri nas. V javnih nastopih, predavanjih in pogovorih s slovenskimi in tujimi mediji je bil dr. Grabus glas strpnosti, ki opozarja na pomanjkljivosti v družbenih odnosih ter kliče k vzpostavitvi mirnega sobivanja in sožitja v družbi za splošno dobro. Strpno in spoštljivo je razvijal in utrjeval medkulturni in medverski dialog v Sloveniji in Evropi. Z vsem delovanjem je razvijal in podpiral vrednote demokratične družbe, ki vse posameznike v skupnosti povezujejo v odgovorne državljane. Vrh njegovega delovanja je sodobni muslimanski kulturni center Ljubljana, ki mesto dela bolj odprto, vključujoče in še lepše. Arhitekturni dragulj s tiho, milo odprtostjo povezuje islamsko skupnost s širšo slovensko družbo. Čas graditve centra in v njem džamije z minaretom je bil dolg in zaznamovan z različnimi svetovnimi izzivi, a se je v Sloveniji iztekel vzor spoštljivega sožitja in sobivanja. Kot predavatelj dr. Grabus sodeluje s teološkima fakultetama v Ljubljani in Sarajevu, ter študentom tu in tam razširja obzorja duha z gledom, ki priča o vrednosti nenehnega izobraževanja in spoznavanja drugih kultur. Sodeluje na številnih mednarodnih znanstvenih konferencah, je avtor ali prevajalec člankov, besedil in knjig. Mufti Grabus je tudi sopredsedujoči svetu muslimanskih in judovskih verskih voditeljev v Evropi. Za uspešno, povezovalno in k strpnosti usmerjeno vodenje islamske skupnosti se mu država Slovenija zahvaljuje z državnim odlikovanjem. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, dame in gospodje, dragi prijatelji. Zahvaljujem se predsedniku Republike Slovenije, gospodu Borutu Pahorju in državi Sloveniji za odlikovanje, ki jim je bilo podeljeno za moje delo v obdobju med letom 2006 in 2021 za vodenje islamske skupnosti v Sloveniji. To odlikovanje razumem kot nagrado svoji družini in celotni islamski skupnosti za neverjetno plodno obdobje v našem življenju, ki ga je zaznamovala izgradnja trdnih prijateljskih odnosov ter vzpostavljanje človeškega in bratskega sodelovanja z institucijami Republike Slovenije, Mestno občino Ljubljana, vsemi verskimi skupnostmi v Sloveniji in slovensko družbo nasploh. Vaše dejanje, gospod predsednik, razumem kot močno sporočilo in vodilo za razvoj odnosov znotraj evropske kulture in civilizacije,
s sprejemanjem in spoštovanjem različnosti. Evropa je prostor, kjer se demokratična načela spoštujejo na načelih pluralizma in svobode izbire. V političnem, pravnem, medijskem in javnem diskurzu potekajo stalne razprave o različnih vidikih evropskih vrednot, vključno z vprašanji povezanimi z razumevanjem vloge vere, cerkva in verskih skupnosti v sekularni družbi. Vprašanja povezana z islamom so še posebej pomembna v javnih razpravah. Kot pripadnik muslimanske tradicije, ki deli vrednote etičnega monoteizma z judovstvom in krščanstvom, bi se vam rad zahvalil za vaše odločno razumevanje in podporo pri razvoju koncepta, ki ga v svojem delovanju potrjuje in promovira tudi papež Frančišek, to je vključujočo družbo in gradnjo miru med ljudmi različnih tradicij v Evropi. Mi kot dediči evropskega politično-demokratičnega koncepta smo pogosto izpodbijani in obsojeni zaradi naše muslimanske evropske dediščine. Še posebej smo zaskrbljeni, ko prihajajo negativni komentarji visokih državnikov Evropske unije, ki širijo antisemitizem in islamofobijo. Prepričani smo, gospod predsednik, da je vloga islamske skupnosti kot avtohtone in avtonomne evropske verske skupnosti pomembna za širši evropski kontekst, saj vsebuje evropsko in muslimansko izkušnjo institucionalnega delovanja v pluralni in demokratični družbi. Hvala, da ste to prepoznali na primeru našega delovanja v Republiki Sloveniji. Narediti moramo vse, da ohranimo mir in stabilnost, zaupanje in gradnjo odnosov, ki temeljijo na resnici in pravičnosti, obsodbi vseh zločinov, prepovedi zanikanja holokausta in genocida v Srebrenici, prepovedi poveličevanja obsojenih zločinov in zločincev, da bi lahko gradili in razvijali vrednote, ki temeljijo na načelih etičnega monoteizma med pripadniki abrahamskih tradicij in z drugimi tradicijami v Evropi. Rešiti življenje enemu človeku isto kot rešiti celo človeštvo. To je skupno stališče vseh abrahamskih religij. Dolžnost verskih predstavnikov je graditi mir in medsebojno razumevanje v širši skupnosti, tudi če se soočamo s težavami, kot so ekstremna verska dejanja ali nacionalistične ideologije, ki širijo sovraštvo do manjšin. Prosim vsemogočnega Boga, da nam podari mir, medsebojno razumevanje in spoštovanje vseh ljudi kot božjih bitij. Prepričan sem, gospod predsednik, da boste storili vse, da ohranite mir in stabilnost v državah, ki so ostale kot nedefiniran otok na jugu Evrope, obkrožen z Evropsko unijo, predvsem v Bosni in Hercegovini, kjer je preživela težko obdobje od leta 1992 do 1995 in se še vedno sooča s posledicami nesprejemanja vrednot skupnosti in mirnega sobivanja. Še enkrat iskrena hvala. Hvala, dr. Grabus. Sledi skupinsko fotografiranje odlikovcev s predsednikom Republike Slovenije. Tako da vas vljudno vabim, da se predsedniku Republike pridružite na stopnicah.
Hvala vsem. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, slovesnost je s tem končana, zaključena. Želimo vam prijeten dan. Hvala. Čestitke tudi vam na nek način. Zelo. Se bomo trudili.